Zdaj pa poglejmo, kaj je ta teden špičil Luki, korespondent za... Ne vem, zakaj je, pač korespondent s prispevki. Ne znam razložiti njegovo vlogo v tem svetu. Pozdravljeni! Še v eni epizodi Luki razloži vse. In danes vam bom razložil vse, v najbolj ikonični živali za Slovenijo, o kurah, kokoškah in petelinčkih. Gallus domesticus ali po domače udomačena kura. Kure smo udomačili približno 8000 let nazaj, prihajajo pa iz Azije, bolje rečeno iz današnje Indije in Tajske. Saj jih niso imeli za jajca, temveč za petelinje boje. Tako rekoč prvi fight club v zgodovini, sam s kurami. Potok! Današnje kokoši so v bistvu potomke dinozavrov, tako kot vsi ptiči. In če ste si kdaj kuro dobro pogledali, kako teče, je to zelo podobno velociraptorju. Ja, prav tistemu iz Jurskega parka, ki ima krempeljčke na nogah in rokah. Znanstveniki so ugotovili, da si kure delijo še zelo veliko genske zasnove prav z dinozavri in imajo tudi ostanke za zobovje v svojem kljunu. Pravi dinozavri. Joj! Praktično dinozaver. Ostri kremplji, oster kljun. A si predstavljate, da bi bila ta žival visoka 3 metre in tehtala več kot 50 kilogramov? Potem bi se jih pa vsi bali. In ne vem, če ne bi mi končali na njihovem krožniku. V redu je, ljubica. Na leto pojemo kar 130 milijonov ton piščančjega mesa. V Sloveniji približno 26 kilogramov po osebi, tako da je to zelo popularno meso pri nas. Vsaka kura nesnica pa na leto lahko znese tudi do 300 jajc, tako da so veliko bolj delovne kot marsikater poslanec v parlamentu. A ne, ste? Jo, v redu, takoj greš dol, ljubice, takoj greš dol. V starem Egiptu so bile kure zaveznice sonca, kajti priklicali so sonce vsako jutro svojim kokodakanjem. Rimljani so pa kokoši uporabljali celo za prerokovanje. In če se kura ni odzvala, kot so mislili, so boj na polju z legijami tudi odpovedali. Včasih so kure odločale v usodi ljudi. So pa kokoške tudi inteligentne. Znanstveniki so ugotovili, da so nekatere kure celo pametnejše kot nekatere opice. V redu, oprosti, sem te že spustil. Naj vam pa povem še za nekaj zanimivih pasem kokoši. Tistih najdražjih in najbolj luksuznih. Ayam kamani je kokoš iz Indonezije, ki je popolnoma črna. Črno perje, črna koža, črne noge in tudi črni notranji organi. Njihovo meso se prodaja za več 1000 evrov. A je katera črna? Na Japonskem imajo pa pasmo kokoši, ki je nacionalni simbol in nacionalni zaklad. To je kokoš, ali bolje rečeno petelin, onagadori, kateremu rep raste celo življenje in je lahko dolg tudi do 10 metrov. Pa so rekli, da so pavi tisti z velikimi repi. Ne, kokoši imajo vse. Na Kitajskem in tudi po svetu je pa zelo priljubljena pasma silki. To je posebna puhasta kokoška, katero pelje je zelo svileno in puhasto. Je pa tudi medicinska kokoš, kajti Kitajci vejo, da je meso modre barve lahko zdravilno. Bi vi jedli kokoš, ki ima meso modre barve? Jaz ne bi. Ja, lepa si, ljubica, lepa. Kokoši so lahko tudi terapevtske živali. Sem kakšno vrečko in je treba dati čez rit, da nimate vse pokakani. A si mi pustila kaj? Ne še. Malo pa. Niso pa kokoške le za meso in jajca. V Belgiji so naredili test in družine vprašali, če bi vzeli vsaka recimo po 3 kokoške. In kaj se je zgodilo? Nismo imeli več bioloških odpadkov, kajti ena kokoš lahko poje na leto kar 150 kilogramov bioloških odpadkov. Takoj so se zagreble za mesek. Kanibali! Kanibali! Sam pojejo pa vse, čisto vse. Meso, makarone, verjetno bi tudi mene pojedli. Dajmo to preveriti. Saj veste, ljudje včasih jemo suši iz nagega telesa, da vidimo, če bodo kure jedle otrobe iz mojega telesa. Moram reči, da je zelo terapevtsko. Nisem za pojest.
da so se strani zamenjale, da ne bom jaz zdaj ogrožena vrsta. No, moram reči, da je to res terapevtsko. Morda bi mogli pa enkrat sprobati. Če imate prostor, si le privoščite kakšno kokoško. A previdno, lisica je vedno na preži, da ne omerjam vihurja ali podlasice. Ravno prej bi soseda rekla, da ste ji samo še 2 kure ostale, da je vihur 4 vrat zavil. In to je res terapevtsko. Tako da, ko boste naslednjič gledali jajce za vaš zajtrk, vejte, da je kura evolucijski čudež. Prišla je iz dinozavrov, preživela Rimljane, belgijsko komunalno reformo in še marsikaj. In verjetno tudi, ko nas več ne bo, bodo one še vedno veselo kokodakale po svetu. Ah, kokoš, sveta žival, reciklator in pa seveda kosilo. Do prihodnjič, ko vam Luki ponovno razloži vse. Moram priznati, da sem mislil, da ga bojo pojedle do konca. Škoda, pa drugič. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.